Dobrodošli nazaj. A smo ready? Dajmo. Prejšnji teden smo se poslovili od Švedov in moram priznati, da sem bil res vesel, da smo rešili situacijo s slabo banko in da mi ne bo več treba poslušati o tem. V odprtem pismu predsedniku vlade Miru Cerarju je Niberg med drugim zapisal, da se boji, da je v primeru Sava prevladala korupcija in da je vlada ravnala v interesu Savinega vodstva, za kar bodo najbolj oškodovani davkoplačevalci. Ok, moja napaka. To je Slovenija. In pri nas so afere kot babuške. Vsaki se skrivajo vsaj še 3. Škandali pri nas so kot slon in sadež. Vidiš enega in točno veš, da čez par momentov prišel še drug težiti. Ok, v čem je problem, Tomaž? Torej, gospod Cerar, dvomim, da ste res pravi borec proti korupciji, obtožuje premierja Niberg. Niste nam dovolili, da bi Savine hotele pošteno, transparentno prodali in tako vračali davkoplačevalski denar. Obratno, vračate jih celo nazaj v naročje lastnikov, ki so jih zavozili. Babe se kregajo, kokice v roke pa stave na mizo. Kaj je bilo? Odstavljeni Šved pravi, da Cerar bluzi in da je korupcija kamorkoli pogledaš. Čestitke za ugotovitev, očitni Franc. To bi lahko mene vprašal, pa bi ti povedal. In kaj je sploh problem? Niberg omenja holding Sava. Kdo ni seznanjen z njeno zgodbo? Ista štorija kot z Bavčarjem. Eno drugega so kopirali kot šolarke med kontrolko. Na hitro. Sava je delala gume, nato je proizvodnjo prodala in investirala v turizem. Isto kot Bavčar. Ok, Bavčar ni delal gum, ima pa gumijasta načela. Tudi to je neki. Sava je nato zafurala denar in se zapufala k Marija. In pa prije slaba banka in reče, vi ste zendrek, zato bomo odstavili, vaše delnice pa prodali. Gre le za turizem, ki je bojda pomemben pri nas. In kaj se zgodi? Švede zamenjajo in vse je po starem. Cerar pravi, da so jih poslali domov zaradi pogodb, Mramor je pobegnil v Peru, njegov sekretar Dragonja pa enkrat reče, da je kriv pritisk javnosti, še isti dan pa pravi, da niso imeli prave strategije. Kar pomeni, ne diraj naših fantov Šved. In kdo so ti fantje? Matej Narat, recimo, ki je v NLB delil velike kredite in se potem preselil v Savo, ki DUTB hoče odvzeti hotele. In kdo preiskuje slabe kredite v NLB-ju? Drago Kos, vedno del velikih afer, nekdanji šef KPK-ja, ki je zdaj zasebnim podjetjem v dobrega pol leta z nekdanjimi kolegi na NLB zaslužil več kot 700 000 evrov. To je Matej Narat, dolg cajta velika živina v NLB. Tam je bil zadolžen za podeljevanje kreditov podjetjem. In kom je dal kredit na lepe oči? Med drugim Kordežu in Bavčarju, pa pivovarna Malaško in Union. Vsi vemo, kako se je to končalo. A Narat je med drugim denar posodil tudi holdingu Savi. In kam je šel potem, ko se je naveličil NLB? Za predsednika uprave Save DD. In v kakšnem stanju je Sava? Poglejmo najprej, kaj je podjetje Sava. Gre za holding, v katerem je le 16 zaposlenih, vodi pa ga nekdanji član uprave državne NLB, ki je skrbel za kreditiranje velikih podjetij, Matej Narat. In prav slabi krediti in visoka zadolženost sta tisto, kar bode v oči, saj ima podjetje za več kot 230 milijonov dolgov. Jep, to je totalno zapufan holding, Narat pa je za njegovo vodenje dobi 17 jurjev na mesec. Logično, da mu ni bilo všeč, ko je Šved rekel, da mora spokati. Ti, pa kaj sploh ima ta Sava? Kaj? V čem je fora? Edino, kar ta holding ima, so delež v Gorenjski banki, ki ga mora prodati, in hoteli, ki sicer dobro poslujejo, imajo pa tudi dolgove. Holding je torej slab lastnik sicer perspektivne hotelske verige. Holding Sava, ki ima v lasti Sava Turizem, je torej ena mama, ki se drogira in ne plačuje računov za elektriko. Sava Turizem pa je nadarjen sinko, ki bi najbolj uspel, če bi skrbništvo dobila teta, ki ima vse pošlihtano. Ampak ne, mama holding sina noče dati komur. In pa pokliče babico in je pripriča, da je cajt, da stric Švedske odjebe nazaj domov, ki je preveč pojedel. Pa ker je njegov bratranc metal nože v slike od ljudi, ok? Vsa ta afera je v bistvu mehiška telenovela, sem da Cerar ni huda bejba, je huda in slepa bejba, ki ugotovi, da je sama sebi dedek. Čeprav je bilo pa zanimivo, to priznam, ne? Če bi od nekje prišel Kučan in mu rekel, da je on njegov pravi oče. Esmeralda, mi amor, yo soy tu padre. Kakorkoli Narat, ki baje pozna pol sveta, je poklical par ljudi in vikinga sta morala oditi. Tako bo še naprej cuzal denar, naši hoteli pa bojo šli k hudiču. In v čem je tu glavni problem? Namesto torej, da bi mi s prodajo ta denar vračali, država celo razmišlja, da Savo izame iz slabe banke, uvrsti med pomembne naložbe in tako starim prijateljskim lastnikom omogoči, da zadržijo kar četrtino od 123 milijonov zakockanega premoženja. Ja,
Država se je odločila, da ni Sava Turizem nacionalnega pomena, ampak sam holding, ki pa še komi diha. Zakaj? Zato, da nam ni treba prodati ničesar tujcem in zato, da naši falirani tajkuni obdržijo vsaj nekaj denarja, ki so ga zafurali. Narkomama je prepričala vse, da je ona nadrejena in pol prosla, če ima kdo kaj droge odveč. Ok, kdo pa bo zdaj šef slabe banke? A? Kdo bo zamenjal Švede? Imamo že koga? Niberga bo zamenjal Marko Simoneti, namesto Torbjörna pa bo komandiral Madžar Imre Balog. Simoneti je stari Mramorjev prijatelj, nič sumljivega, čisto normalno, vse v najlepšem redu. Simoneti je pač tisti stric, ki mami nosi mamila, zdaj pa bo zrihtu še, da ji sinčka ne vzamejo. A ni super? Tako je torej, dragi moji, Šveda sta šla, greznica pa je še bolj globoka, kot se nam je zdelo. In da se razumemo, Šveda sta ga srala in to na veliko. Ni za zanemart. A kot se je izkazalo v zadnjih dneh, so jo nagnali domov iz popolnoma napačnih razlogov. Ne. Če je pustila Kučanove frende primer, bi lahko na naš račun služila še 100 let. To vam pa garantiram. Smo pa danes izvedeli, da so slabo banko obiskali agentje NPU, to je naš FBI. Pregledali so jim vse svetovalne pogodbe, ki naj bi nas nategnile za skoraj 3 milijone. Dame in gospodje, lepo je vedeti, da nas saj policija posluša. A? Če rabite še kakšen namig, glejte nas. Mi imamo v pisarni psa, ki zazna barabe. Pokažeš sliko Janka Medje, začne lajati, kaj jezna baba. Če pokažeš Cmerarja, začne cvilt, pa gre scat. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.